Rojen sem v Ljubljani. In tu blizu Tabora, kjer sem veliko kot otrok prebil svojega prostega časa, ker sem vedno opazoval predvsem telovadske lastnosti, sposobnosti in vse poznal zase osebno. No, vmes so bili tudi kolegi z ulice, ampak tisti se niso zanimali za telovadbo v tej obliki, kot sem se jaz. Čeprav nisem nikoli imel možnosti se vpisati. Predvsem prva želja moja je bilo pisanje. Jaz sem bil prepričan, da bom pesnik, ki piše romane. In ko sem že začel tudi pisati en roman, sem ga pripisal mogoče do svojih 50 strani, potem je pa prišlo vmes vojna in potem se je zgodilo to, da so nas v vojsko poklicali 45. in se je začel nov svet zame. Nov svet tudi toliko, ker so bili pogoji za to neznosni, nemogoči. Bil sem na Jesenicah kot stražar, no potem so me pa naenkrat preko mojega sošolca, pa preko enega njegovega kolega, ki sta bila major pa polkovnik, sta prišla po mene in sta me preprosto spravila v Škofove zavode, oziroma poklicali so me, da bom prevzel tam vse tisto, kar je na kulturno-likovnem področju zanje zanimivo. Ker so videli, koliko sem naredil do zdaj tam v Četi. Rezultat je bil zelo primerno zame, neverjeten, ampak pozabil sem, da jaz nimam sodelavcev. Nikogar, ki mi bi moral pomagati, če bi hotel tisto vse, kar so mi ponudili, oziroma kar so mi dali na razpolago, da bi tisto res izkoristil. Jaz sem bil nor na risbo. Zakaj? Ker sem čutil, kaj je prava, estetsko, virtuozna linija svinčnika. Zakaj? Ker je sosedov, fant, ki je bil kakšnih 7 ali 6 let starejši od mene, enkrat risal in jaz sem ga vedno prosim, narisi mi še kaj. Narisi mi to, nariši mi ono. In on je kdaj pa kdaj imel voljo in je tudi naredil. In jaz sem na tisto risbo strmel, ker je bila zame tako virtuozna. Ne samo zame, ampak je bil resnic tak. No, rezultat je bil potem, se je ta stvar razvijala naprej. Tam na Taboru v otroškem vrtcu sem jaz otroke opazoval. Prvič sem videl tam, kaj je barva, ker jaz sem prej samo črno-belo. Z svinčnikom risal, drugega nisem imel. No, ampak kljub temu me je risba ostala kot številka 1. No, rezultat je potem, ta risba se je sama od sebe preoblikovala na višjo stopnjo, ko sem uspel priti na akademijo. Na akademijo sem lahko prišel mislim, da je bilo to 49. In takrat sem seveda se seznanil z pojmom, kaj je prostorska risba. Poučeval me je tudi profesor Pregl Mari, med drugimi, to so bili sami seveda specialisti, odlični slikari. In veliko, ker je gledal moje risbe, zgleda, da so mu bile dovolj, kako bi rekel, dovolj kvalitetne, da me je veliko intimnejše stvari povedal.
v zvezi z slikarstvom, pa z risbo in z vsem. No in tako sem jaz prišel včasih do tega, da sem specialko tudi končal in ko sem prišel ven, je bilo treba pač preživeti, ker ni bilo nikogar, ki bi mi pol še kakšen denar dal. In Pregl me je poslal na mladinsko knjigo k Minatiju. Da ne grem, da ima on eno knjigo, ki bi jo želeli oni, da jo naredi, oziroma da ilustrira, prav, da pa ti lahko prideš do svojega zasila, za svojega obstoja. No, jaz sem šel tja in Minat je bil takoj za to. Narisal sem tisto serijo risb, ilustracij, črno-belih seveda, in prinesel. Ni bilo niti, ne vem, sploh naslednji dan sem že izvedel, da je sprejeto, jasno, in da bom potem dobil spet na naslednje delo in tako sem jaz pravzaprav prišel do obstoja fizičnega. Če sem čisto pošten, od vsega začetka mi je bila ilustracija samo in nič drugega, kot samo edina možnost, da sem lahko preživel. Ker sem zaslužil. Je pa nekaj, ilustracijo sem dobro opazoval, dobro razmišljal o njej. Ravno tako o slikarstvu, ker ilustracija je nekaj, ker pravzaprav osebno vrednost posameznika, tistega, ki jo naredi, ne predstavlja kot tistega osnovnega tvorca likovnega dela. Ker mu že prej literat vse razloži, on se prilagodi. In s tem, ko se prilagodi, ni več, zame ni bil več oseben primer. No, to je bila razlika med ilustracijo pa med delom, ki je bilo šele pred mano. Ko sem ga pa že razvijati začel, predvsem zato, ker na akademiji niso, prosim, Pregl je bil zelo z mano, pa ostali niso imeli nič proti. In ko sem to stvar pravzaprav končal, sem začel ne razmišljati. Vedel sem, da bom šel v neke vrste nadrealizem. Samo drugačen, kot ga je Dali ali pa ostali, ki so bili odprl pa pokazal, kaj to je. Vendar fantazija je morala biti in kljub temu realni svet, trodimenzionalni realni svet, naj bi obstojal, se pravi vse tista pravila, perspektive pa prostorske vrednosti, ki jih senca, kot se reče, ali pa ton na predmetu predstavlja in poudarja ali ubije. S tem se je začel pravzaprav proces istočasno pri ilustraciji, ko sem spreminjal, pa dodajal, pa odzemal, predvsem pa seveda, ko sem začel slikati, je bilo pa to v slikarskem smislu zelo zanimivo in zelo nenavadno. In sem veliko spremenil, veliko dokončal negotove stvari in pa je nastala neka oblika, ki je tekla naprej. Videl sem pa tiste, ki so prihajali iz Pariza. Med njimi je bil Kregar, ki je prvič prinesel k nam abstrakcijo, ker to je bila lahko že skoraj kot smrtna obsodba, če bi to v Rusiji razstavljal ali pa še prej v Jugoslaviji. Tako da
Moram reči, da se je sprostilo to. To je bilo pa bistvo pravzaprav zame. Obdržal sem pa fantazijo in pa del tega nadrealističnega, kako bi rekel, prizvoka, ki je ves čas pri meni ostal do danes. Jaz nisem menil stilov, jaz sem menil mogoče samo predmetnost, pa način, kako to predmetnost predstavljaš v prostoru, drugače pa ne bi rekel, da bi jaz spreminjal. Nisem imel niti potrebe, dovolj vsega je bilo v meni s tem, da sem lahko delal dalje. In seveda to je veliko pomenilo tudi to, da sem, kot sem že rekel, toliko tisoč ilustracij naredil, pa da mi ni uplatnila želja po delu, tudi pri svojem delu. Pravem. No, tako da je ostala ena bogatija je bila v meni, ki me je pripeljala do tega, kar je danes. Številka ena ali druga. In jaz samo to vem, no, da sem ogromno vlagal in ogromno vse energije v sebi in ogromno potem, ko sem enkrat svoje delo, to sliko ali pa karkoli končal, obrnil zid in jo čez en mesec pogledal in videl, ali je ali pa ni, ali pa ima napaka ali pa ne in tako naprej. To je bila edina oblika. Pravega nadrealizma pri nas, razen mene, takrat, saj jaz nisem zasledil. In mene to sploh ni ne motilo, ne kaj drugega. Jaz sem šel čist premočrtno naprej. Razen, da sem skušal čim bolj kvalitetno stvari izpeljati. Karkoli je pač bilo. No in tehnike pa moram priznati, da je bila ena sama. Olja nisem poznal, nisem hotel poznati, ker sem ga na akademiji v študijskem obdobju jasno imel, ampak meni olje ni odgovarjalo in potem, ko je prišla tempera te vrste, kot je pol ostala, jaz sem takoj zagrabil in ker sem vedel, da se zelo spremeni intenziteta barve, če jo prelakiraš, potem, ko je posušena, sem poskusil prvič in jaz sem strmel nad kvaliteto preko načina dela, ker slikati s tempero ali pa slikati z oljem, to je dvoje popolnoma različnih načinov. Jaz pa za olje nisem bil primeren, oziroma lahko bi se jasno moral, če bi drugega ne bilo, ampak zelo mučil bi se. S tem se pa nisem, ker je to z vodo mešana. Recimo masa, ki pa je lahko pastozno položena na platno ali pa na material, ne glede na to, kako, ali s čopičem ali pa z lopatico ali s čimerkoli. No, in enkrat sem pred recimo 5 leti
sem zagledal perešček in tuš in sem začel. Pa je pa nastajalo kar samo od sebe ton in prostorski problem, ki ga dobiš z obdelovanjem nekega predmeta, ki ga predstaviš tam in tako naprej. In to me je zelo pritegnilo, pri tem pa nisem imel občutka, da sem zmatran od tistega neskončnega dolgega drdrajna. Ker sem, recimo pri ostalem sem bil. To je pa en nov način bil, ker sem vse obdelal, kakor bi obdelal z risarskimi materiali, kot so svinčnik, oglje ali pa lahko tudi slikarskim barva. Da sem temno na svetlo, zvlekel počas v tonih. No, to sem pa s tušem dosegel in pa sem se naenkrat zavedel, da je to čisto zame primerno risba, ki je pa slikarsko sprejeta, kljub temu, tonsko. Tako kot bi jo z drugim materialom dobil. To je mene to potegnilo in nisem bil nikoli izmučen zaradi dela. No in pa sem jih naredil in verjetno jih bom še precej